Živijo, dobrodošli v podkastu Raztezanja, kjer z Gorazdom raztezava najne možgane in se pogovarjava o izboljšanju izkušnje strank. Danes z Gorazd imava tako temo za novo leto, srečno novo leto. Ja, Srečno 2026 vsem poslušalcem, ki to spremljate kukartok redno, oziroma ne, kukartok znotraj januarja, februarja, ko še šteje. Ja, dajmo si pogledati, kaj so neke najne predikcije za trende, na kaj bo treba paziti v letu 2026. Zdaj, preden greva čisto to, tudi lani so naredili eno epizodo o predikcijah ali pa trendih za 2025 in so probala oceniti, koliko so zadela. Ja, vprašala sva v bistvu sva lanskoletne predikcije, dala v en chat vmesnik in vprašala, koliko sva zadela, koliko sva zgrešila, tako v smislu tega mal vidika. In zdaj, kar sva res zadela, je da, ali pa tako sva dobro zadela, je da gremo v Agentic AI smeri. Se pravi, iz chatbotov v Agentic AI, to smo imela prav. Potem bo leto 2025 leto prvih nerodnih AI agentov, to so tudi imela prav, so se začeli pojavljati v produkciji že prvi, mogoče na drugem delu, kot smo mislili, mogoče bolj interno, pa ne toliko customer facing. Pa, ko sva rekla, da je customer service zelo pomemben del, da ni samo nekaj, kar se dogaja tam, ko imajo stranke težave, ampak da je integriran v nek proces, tudi pol prodaje, marketinga, vse skupaj. To je recimo zdaj bolj vse skupaj integrirano. Torej podjetja, ki prenavljajo ali pa postavljajo svoje kontaktne centre, se fokusirajo na to. Tako, da ni zdaj to ostaja tam tiket rešen, ampak ta insights lahko pride v marketing, v prodajo, se lahko s tem nekaj dela. Kjer sva bila mal mim, ker niso bila čist mim, je to, da se bo LLM drastično pocenil. Se na nekem delu mogoče je, to če gledamo ta stare modele, sva čist zadela, ampak za te nove stvari pa je cena, ne vem, nekje malo so padle, ni pa dejansko, imamo pa tudi dražje zadeve. Ko je nekaj novega, celo malo zraste. Ja, tako pa v tem Agentic AI delu pa so neke deli, ki so pa bistveno dražje, kot so mogoče pa bili prej. Pa to v bistvu najna predvidevanje, da bo dober agent to agent, tega ni. Ni še toliko, da bi... To je večji izziv, kot je izgledal, ne? Tako. To je recimo nekaj taga. Barvo lanskega leta sva zadela, tako da mogoče zato, ker so trendi, začneva samo s tem, barva naslednjega leta je Cloud Dancer. Okay. Ja, a mi lahko v moškem barvi poveš, kakšna barva? Med bela pa siva, umazano bela. Zdaj vsi unika so ful v barvah, umazano bela, govori pa o tem, da prinaša mir v tem zelo hrupnem okolju ali pa zelo takem okolju poln nekih interakcij ali pa nekih motečih se elementov. To je pa lepo. Ja. Bom dal na ozadje PowerPoint prezentaciji. Tako. Kaj jih pol projektor ne bo znal prikazati in bo pač bela, ne? Ok, nekako smo se dogovorili, da probamo vsak najdati par trendov, ki se nam zdijo smiselni. Dala sva jih, rečemo, tako na grobo v 3 bakete. Marketing, ostali del customer experience in pa AI. Pa daj kar ti začni, pa bom jaz pol enega svojega. Ok, zdaj v marketingu prvi pa najbolj tak trend, ki se je zdaj mogoče že leto začelo o njem govoriti, ampak v naslednjem letu bo verjetno veliko govora, pa bo en trend, je to namesto SEO-ja oziroma Search Engine Optimizationa imamo zdaj AEO, se pravi AI Optimization, se pravi optimizacija za AI iskalnike, čete, razne in tako. Se pravi, da se pripravijo podjetja na to, oziroma da imajo vsebino, ki je zanimiva za LLM-e. A misliš, da bomo poenotili to poimenovanje, ne? Ker HubSpot še vedno govori AEO, ostali pa mislim, da prehajajo na ta GEO, ne? Torej Generative Engine Optimization. Ja, pa eni imajo Answer Optimization nekaj, tako da imajo teh... Tudi poenotenje tega je mogoče. Mogoče bo v 2026 bomo vedeli, o kateri stvari govorimo, ampak vemo vsi, o kateri stvari govorimo, v tem smislu, da
se ogromno iskanja dogaja ali pa raziskav dogaja na iskalnikih, na teh, tudi na Google, na AI modu in se moraš imeti za to prilagojeno vsebino svoje spletne strani. Kar pomeni, da moraš mogoče malo drugače zadeve pripraviti, da moraš veliko več imeti, pa če rečemo, so včasih tem rekli FIQ-je, malo daljše, zato ker ljudje tudi sprašujejo, seveda ne boš vedel vseh možnih nekih vprašanj, ampak večina, kar recimo dobiš, da stranke sprašujejo na strani, kar recimo, ne vem, te v customer supportu sprašujejo, vse take stvari lahko uporabiš za generiranje neke vsebine, ker rečeš, na te stvari v mojem biznisu, ko se me ljudje sprašujejo, to bom zdaj dal kot neke odgovore, ali so to pa landing page, ali so deli nekih strani, ali to v produktu integriran, tega je pa zdaj bistveno. Mislim, možnosti je veliko, se mi zdaj tudi, ko se je SEO razvijal, pa si imel ogromno nekih teh prijemov, zdaj vsi smo zdaj šele bolj v tem delu. To vemo, da dobro deluje ali pa ima nek pozitivni vpliv, noben pa še ni čisto, crack the code, kakšna je. Ak smo mogoče v tej fazi, ko če vlagaš v to, pa je sicer nekaj eksperimentiranja, pa kakšen fail se bo zgodil, ampak boš prišel do premoči vsaj v nekem obdobju, ker se da še, tako kot se na začetku dal SEO, malo tehnično pohekati, ne? Pa si lahko imel landing page, ki je imel spodaj keyworde, kar naštete, pa je to pomagalo ti pri Google. Tako se zdaj da, tako kot si rekel, ali z nekim FAQ elementom, ali pa z nekimi drugimi elementi to narediti. Tako, ko imaš schemo URG, si imel za SEO, tudi obstaja za, v bistvu, HubSpot je tudi, da oziroma tudi podpira to, kako za AI pripraviti vsebino. To je definitivno smer, ki je fajn vzeti pa slediti potem. Mi je pa zanimiva ena zadeva, zanj sem poslušal v enem od podcastov, je bilo ran ta del, ki je pa nekdo prišel, ki vsi razlagajo, pada search traffic, ne? Pa oni z velikimi akaunti delajo, pa rekel, ne, v bistvu ne pada search traffic tako numerično, ali pa pada v bistvu v nekem odstotku, kjer se ti pa v bistvu ta celotna pogača povečuje, ne? Kaj je bistveno več trafika se zdaj generira, kaj je rekel, da približen, mislim, da imajo zdaj LLM-i že skoraj toliko trafika, zgenerirajo, kot pa Google botno, globalno, tako da, veš, in tukaj se pač začenja zadeva malo lomiti, se pravi, boš dobil tudi ta trafik od AI-ov oziroma od chatov in pol pač, itak, moraš imeti neko vsebino pripravljeno. Pa to mislim, da je pol ta drugi del je pol, da ljudje, ki pridejo iz tega dela, rabijo bistveno boljše konverzijske točke, ker običajno pridejo že zelo nabrifirani, kaj hočejo imeti, ker to naredijo izven tvoje spletne strani, se pravi, moraš ti jasno ponuditi value oziroma mogoče kaj narediš, da boš naredil next step, ki ga pa ne moš narediti v tisti aplikaciji, kjer si delal raziskave. Okay. Ja, jaz bi tle mogoče to dodal, da vidimo tudi ta trend, da se spet povečuje število blogov, ki se pišejo, po eni strani zaradi tega, ker jih je bolj enostavno pisati, po drugi strani pa tudi, ker je to tip vsebin, ki vidimo, da paše large language modelom, torej top 10 orodij za to pa to. Torej, to so vse te stvari, kjer large language modeli, ker ali šparajo z resursi, ali pa pač, ker si poenostavljajo flow, izberajo enega tazga, kjer je že primerjave 5 različnih orodij za pisanje blogov ali pa 5 različnih proizvajalcev koles in veliko informacij povzemajo iz takih blogov, tako da bo tle tudi nek trend. Cool. Okay. Moja predikcija za 2026 prva je, da se bo marketing nehal opravičevati, da uporablja AI pri svojem delu, ali pa se dela, da ga ne uporablja, torej, da to, da uporabljamo AI vsaj za pripravo vsebine, da ne bo več to tako majčkan na sram, ampak da bomo to ali celo s ponosom govorili, oziroma da smo prišli do te točke, ko bomo rekli, ja, pač AI je del našega toolseta za delo. Ker se mi zdi, da letos sem imel še kakšen tak pogovor, kjer ne vem, če sem vprašal, koliko pa zato uporabljaš AI, pa ljudje tako imi malo neroden ratal za kakšno tako stvar. Se pravi, da bo v bistvu ta del ratal itak orodja commodity, pač to, kar bo pa diferencirali, pa tvoj ton brenda, pa to... Tako, se mi zdi, da na drugi strani, kaj to pomeni, da bo za marketerja na eni strani še bolj pomembno, obvladovanje AI-ja, drugo pa postati urednik. Torej, da ta
občutek za pravilno, občutek za lepo bo treba imeti, oziroma marketerji, ki imajo to bolj razvit, bojo lažje zmagala. Ne? Bolj boš v vlogi kuratorja vsebine, take pa, uredniške se, tako se reče. Ja, tako. Ja, saj ta del sem tudi jaz nekako malo drugače sicer zapisal, da je težava tega, če vsi AI uporabljali, prijemo do njega brand flatteringa, vsi pač iste možnosti imajo na enak način skomunicirati, pa na enak način svoje persone videti, pa kakorkoli, če nimamo nekih unikatnih vrednosti, ki jih pač noter vnašamo. Unikatna vrednost je v bistvu nekaj novega, je to, kaj smo mi kot brand, zakaj naše vrednote, za čem mi stojimo, kaj smo drugačni. In ta del, bolj ko je generičen, manj si brand tak generičen, bolj ko je to je pa naš stil, čeprav uporabljamo AI za generiranje, to je naš stil, naš je tak funky, zabaven, mal ne vem tak. In tukaj pa res nastane v bistvu neke akcije, ki jih moraš narediti. Se pravi, da moraš v bistvu vedeti kot znamka, kaj so tvoja pravila, neke osebnosti znamke, Ni več samo ta CGP, ki smo včasih imeli. Se mi zdaj boš mogel tudi to zelo dobro zdefinirati, ker vse, ki sva že govorila o loop marketingu, se spomniš, je bilo tam tudi ta dela, Brand voice razvit. Brand voice razvit, Potju pa je dosti stvari pomagal, Je še en trend imam tle pri marketingu, ki bi ga sam tako na hitro omenil. Se mi zdel zanimiv koncept, mogoče taka kost, malo za glodanje, za razmišljanje za prvih tednih novega leta, ampak human made bo postal tako premium experience, A veš, kako si imel prej bio znako, Nekateri trendi pravijo, da bo postal v bistvu to, da bojo ljudje hoteli videti nekje, da bo nekaj podpisan made by humans, ali pa human approved process, ali pa kaj takega, da bo to tako postalo v smislu kot nek badge, ki bo v bistvu prinašal lahko neko dodano vrednost. To se mi zdi zanimiv gledati ali pa tako videti, pa mogoče o tem, kaj reči, reflektirati, pa je konc leta, za 2021 se pogovarjati, kaj se je zgodilo. Ker sicer malo verjamemo to, malo se mi zdi pa še vedno ljudje vsem želimo imeti ta commodity, hitrosti, hassle free, pa da nam nekaj olajša, tako bomo malo videli, ampak... Ne, se mi zdi dobra, sej dava pol v link še, mislim, v opis še link do enega stripa, ki ga je Oatmeal narisal ravno na to temo, torej da ljudje, ne vem, gledamo na Reelsih, na TikToku, kjerkoli pač nek video in se nas zdi fajn, pa ugotovimo, naslednji trenutek, ko ugotovimo, da je bil ta video za AI zgeneriran, nam kar nekako, pač on je svojo izkušnjo opisoval, ampak da mu pač kar energija pade, pa je tako, kao, ta video bi bil ful dober, če bi bil resničen, zdaj, ka pa vemo, da je pač cel bil narejen z manj truda, pa zgubi vrednost, Tako da sigurno je tle nekaj na tem. Zdaj sicer na drugi strani pol sem poslušal eno kontro ravno temu, ali pa bral eno kontro ravno temu stripu, nekaj nekdo rekel, v resnici je problem pač, da je trenutno sploh recimo AI video še zelo slab in je zaradi tega pol, ne vem, ko vidimo 6. prst, pa ko vidimo neke napake, nas to zaboli. V resnici, če pač plus kreatorji mogoče še ne znajo, ali pa ustvarjalci vsebin, da sem slovenski, še ne znajo tako dobro uporabljati teh orodij, ali pa pač vse skupaj še ni čisto na ta pravem nivoju. Ko bo enkrat ustvarjalci vsebin uporabljali to dobro tehnologijo, nam bo spet vseeno mogoče, ker pač nas zanima dober content. Ja, in pol je mogoče še ta del, danes ta dober content ustvarjajo eni ljudje tako, pač sami imajo te skillse, kot to itak imajo te skillse, začnejo to novo tehnologijo uporabljati, pa prišli do malo višjega nivoja. Ker zdaj se pač lotaš ti video, tako mogoče nimam jaz toliko občutka za kompozicijo, za vse to, kot pa nekdo, ki to je delal pred AI ero. Ja, tako da bomo videli, mogoče bo pa en kratek trend teh human-made značk, pa se bo pa spet to malo izenačil. Ok, a greva kar na naslednjo, torej na ostale CX trende. Na CX trende. Ja, sej, moje se malo nadaljuje z unga human made. Eno je, da bomo predvidevanja, ali pa rečemo tako, pa zdaj ta je malo drastičen. 99% stvari želimo avtomatizirati, 1% pa želimo, da človek prevzame.
Se pravi, kar mislim, da bo trend v tem letu, pa upam, da bo šlo v to smer malo tako, je, da dajmo uporabiti tehnologijo, da optimizira tiste stvari, ki so rutinske, ponavljajoče, ne dodaja dodane vrednosti. Tudi, ne, če je stranka v interakciji, je zelo pomembno, da dobi hitro informacijo, je to bolj pomembno, kot pa da jo mogoče preda res živ agent, če nekdo kliče nekam. Na drugi strani se mi zdi, je pa veliko bolj, če smo zdaj v tem obdobju, ko agent še ne more vsega narediti, pa njemu tega agent to agent, da pa tiste vse stvari, ki so pa zahtevajo nek human touch, empatijo, ne pa to prevzema človeški agent de facto. Ne? Tudi če, AI zazna, da je to, ne poskuša rešiti, ampak pač mu da nek kontekst in naj to reši nek človek. Tako da zdi se mi, da morajo podjetja se zavedati, da imajo mogoče tako dve usporednici v svojih nekem v tem support delu, če se zdaj zelo na to fokusiram, je vse klice prevzamemo, teh 70%, dajmo proba, da jih agent reši in zagotovimo, če danes še vedno merimo CSAT, da bomo ostali na istem nivoju, ostalo pa dajmo tem, ki so, dajmo jim nove skille tem agentom, pa ne oni boljš rešujo stvari. Hkrati bi pa tako moj nek, pa reče to že ima z 2027, rekel, dajmo probati usvojiti, kaj je ta empatija, pa jo počas prenašati, veš, tudi na AI del, tam, kjer je to možno. Ne. Pa tam, kjer je res neka dodana vrednost. Ja, tam, kjer jo ni, ki je mora biti bolj, ka ne računalniško, ne bo računalniško. Dobro, ja, se mi zdi, da to na dveh nivojih povečuješ potem neko zadovoljstvo ali pa izkušnjo. Ne? Torej, stvari, ki so primerne, da jih agent rešuje, imajo avtomatsko boljšo izkušnjo, ker so mogoče, rečemo, ker so bile hitrejše obdelane. Se mogoče je proces majčkan daljši včasih, ko agent nekaj dela, ampak na drugi strani imaš pa bolj skilled agente, ki imajo mogoče več časa za posamezen primer in lahko iz tega boljš naredijo. Super. Jaz sem pred kratkim sem bral report o loyalty trendih za 2025 in sem naletel na to, da imamo v bistvu v 2025 nov tip loyalty, tle so ga poimenovali trend loyalty, torej tak tip loyalty, ki je zelo kratek, tak zelo oportunističen, dokler traja nek trend. Torej, ne vem, na TikToku si videl nek hype, nek video, ne vem, smo imeli lani ali predlani tiste, kaj so bile tiste termovke? Stanley Cups, ki ni zgorela v avto ali karkoli. In to je bilo pač neko obdobje, ko smo vsi mogli imeti Stanley Cup in potem so ga tudi, kdor objavlja karkoli, ga je tudi imel v kadru ali pa celo video o tem naredu, in se je prodaja ful povečala, ampak potem pa tudi pade ta, pač ljudje pozabijo na trende. In 2025 je bilo tudi prvo leto, ko se je nek ta true loyalty na račun tega zmanjšal, torej tist najmočnejši loyalty, ali pa za katerega smo govorili, da je najmočnejši. Mislim, da je bil padec prvič v zadnjih, ne vem, 5 ali 7 letih, odkar ta report delajo, in da je bil tak za 5%, tak, kar konkreten. Ampak no, kaj to pomeni? Torej, eno je, da se moramo zavedati te nove vrste loyalty, po eni strani jo izkoristiti za to, da bomo imeli mi neko rast na ta račun, ne? Ampak zdaj, da ne bomo tudi tisti, ki bomo imeli ful velik padec na ta račun, se jo moramo pa zavedati, pa mogoče reči, ta nakup, ki se je zgodil zaradi trenda, dajmo to izkoristiti kot onboarding k nama. Torej, imeti nek jasno zdefiniran post-trend journey. Torej, zgodil se je ta trend, kakšen bo zdaj nek follow-up, kako bomo dali neko vsebino, ne da bomo držali ta trend, ker to ga ne moramo mi kot nek brand, ampak da bomo še vedno začeli vzpostavljati odnos s to osebo. Ja, se mi zdi zelo dober si to zdaj na koncu povedal, se mi zdi ta del, ki se mogoče brandi res premalo ukvarjajo, nekaj v trendu ful dobro vsi prodajajo in pol pač imajo tam neko bazo ljudi, ki so kupili, v bistvu pa nimajo nobenega odnosa z njim, to so kupili, zato ker je bilo neki ful in ne. Ja. Tako da ja, ful zanimiv. Hodo. Jaz imam te od CX-u še en tak, ne če jih trend, ampak tako neko predvidevanje, kaj se zna v tem letu na tem področju zgoditi, je, da bojo v bistvu neki timi ali pa neki ljudje
specializirani v tem CX delu, zato da bodo orkestrirali agente. Se pravi, da boš imel, podjetje bo imel malo več nekih agentov, ki bodo lahko ali pripravljali neke odgovore, ali v zaledju neke stvari, ne vem, z neke eskalacije pripravili nek povzetek, pa se človek na koncu odločil, ne vem, različne stvari, ki jih pač v supportu imam pripravljali, ne vem, kakšne dokumente, take, ki jih lahko pošljaš naprej. In nekdo bo mogel nad tem bdeti. In to so se že malo pogovarjali o teh trendih, da prihajajo agenti kot sodelavci. Ne? In zdaj bi rekel, da tej neki prehodni fazi je, da bodo neki ljudje, ki bodo v bistvu ukvarjali se s tem, da bodo mogoče onboardali te agente, mentorirali, v tem smislu mentorirali, če zdaj to tako rečem, kot so osebe, ampak gledali performance in popravljali prompte ali pa dodajali neke nove skillse, nov kontekst in tako naprej. Tako da tukaj se mi zdi, da bo veliko tega, ker je to se mi zdi področje, ki je najbolj zaživel ali pa bo najbolj zaživel, se pravi te interni procesi, support, te so veliko bolj tako in zdaj, ali pa tudi tukaj se res dodana vrednost vidi, kakor pa kakšni agenti, ki so zelo customer facing, ki še nimamo čisto pravih use case mogoče, ali pa se je začel zdaj konc leta pojavljati nekih nove stvari. No, ja, so že neki case study, ampak so usamljeni. Ja. Mislim, že bomo videli tudi že prvi nek nov tip delovnega mesta, torej nek prvi naziv, pa job description je povezane prav s tem. Ja, ne vem, zdaj se sprašujem, a veš, kaj so developeri, mislim, najprej so ti rekli, da se nauči programirati, ne? Pa se nauči programirati, pa zdaj bom to karikiral, ne, zdaj, da me navzaj tle kakšen developer izdrža za besedo. Pol je prišel ven ta AI, pa AI znal kodirati, ne. To ti rekel, ne rabimo več tega. Pa ste rekel, škaj, da se ti... Ne programirati. Ne, ampak bi bilo pa fajn, da ti v bistvu znaš povedati, kako programirati, in si imel prompt inženirje, ne. In zdaj se sprašujem, a zdaj ta naslednji nivo je inženirje, ki znajo agente usmerjati, a bo to zdaj nek nov naziv, veš? Nisi več prompt inženir, ampak si skrbnik agentov. Meta prompt inženir, ker delaš pred... Ja, okej. Kaj je prompt? Tako da zna se tukaj kaj izoblikovati, ker ljudje smo itak kreativni, ne? Tako da bo izovzdi jih dodal kaj takega. Ok, moja naslednja, jaz sem ostal, očitno mi je ta customer trend report oziroma loyalty index mi je ful ostal v glavi. Kar je bilo noter, mi je tudi ful zanimivo je, kaj so ugotovili v bistvu okrog personalizacije. Ne? Torej, ugotovili so 23% potrošnikov, ki so jih anketirali, prav, da nepersonalizirana komunikacija aktivno zmanjšuje njihovo lojalnost. Torej, včasih smo rekli, moraš personalizirati, pa ti bo lojalnost rasla. Ne? Zdaj pa se v bistvu stvar obrača v to, da kdor ne personalizira, bo za to kaznovan. A ne? Torej, da gre... To, da boš ti personaliziral, postaja pač osnova. Ne boš zaradi tega imel bolj zvestih uporabnikov, ampak če pa ne boš personaliziral, bo pa pač ljudje šli drugam. In to zdaj ne mislim živo gorast, pa čisti mail za vse, ampak res ta personalizacija, ja, po eni strani tudi z vsebino, po drugi strani pa, da vemo, kje v customer journeyju je nekdo, s čim ga nagovoriti, torej mogoče tudi, ne samo newsletteri, ampak neke kontekstualne kampanje, ki pridejo v pravem trenutku pravi osebi, ta nivo personalizacije. No. Pa se ti zdi, da je že zrelost podjetij, a ne v letošnjem letu, ne vem, saj tako vidimo, se je veliko podjetij začel veliko tem pogovarjati, zanimati, si nekako tudi v strategije dal, da zdaj bi bilo pa čas, da o tem razmišljajo. Tako vidimo tudi po samih popraševanjih, pa potem, kako se pač pogovarjamo z naročniki, kaj jih zanima. Da ti zdi, da bo to še mogoče eno leto, da bi pa izbrali neko tehnologijo, pa se začeli tega res pokvarjati, ali tako? Zato, kot si rekel, več je razmišljanja o tem, več je zavedanja, a ne, torej to nekako usporedno prihaja s tem, torej letos smo že videli padati zaradi tega, ne, torej mogoče bo nekako prisiljeni v to. Po drugi strani bral sem, mislim, da je bil en HubSpotov report ravno o personalizaciji, ki je rekel, da 6% marketerjev pravi, samo še 6% jih pravi, da ne personalizira. Ne.
Pa sem se takoj začel spraševati, kaj pa zdaj pomeni od tistih 94%, ki personalizira, te bilo treba v resnici razdeliti v različne vrste personalizacije, ampak tako, nek nivo to, da marketerji sami rečemo, da personaliziramo, je očitno že je dosežena. Ne? No, to je v bistvu za nas, če se zdaj postavlja v potrošniško vlogo, super. Ker bi lahko prišli do vedno boljše izkušnje. Ne? Tako. Še vedno bomo za Black Friday, pa zdaj za novo leto pač zasuti z maili, to nam ne uide, ampak mogoče bo pa predvsem takrat, ko ti bo bolj pomembno, ko boš v nekem nakupnem procesu, ko boš začel dajati signale, da nekaj počneš, boš takrat dobil boljše informacije. Ne? Ok, imaš ti še eno? Ali greva na AI? Ne, greva lahko na AI. Ok. AI, ja, pa, ok. Če bi vedela, kaj vse bo novega v 2026, bi bilo to kar fino, ampak ne. Neke stvari, jaz sem zelo tako malo povzel stvari, ki se mi zdijo iz teh raznih predstavitev, tudi podjetij, ki jih spremljamo na področju AI-ja, pa ne govorim zdaj iz vidika samo Google-a, OpenAI-ja, Anthropika, ampak mogoče te, ki delajo že neke agent zadeve, ne? Gre počasi iz tega, da je samo generative AI, ki se odziva na nekaj, v ta del, da je tudi lahko agent malo več stvari izvede. Se pravi, da je avtonomen na določenem procesu, da ga že lahko v bistvu spustiš, da v neke stvari za uporabnika naredi. Ne vem, če tak primer je pokličeš, za kartico, recimo, da ti je, želiš blokirati določeno kartico ali pa, nekaj na njej spremeniti. Torej pokličeš banko pa za kreditno kartico, da bi jo... Tako, banko je. Dvignil limit, blokiral neko tako stvar. Ja, recimo neko tako akcijo, kjer se naredi autentikacija, ki jo je naredil agent in potem tudi že naredi zate ta proces, ker zadnji ve, zna pač ovrednotiti, da si ti taka stranka, imaš tak indeks, ki on lahko naredi in naredi kar sam, seveda do omejenih pogojih. In to je dobra izkušnja in se mi zdi, to je en tak primer dober in tega se bo vedno več začel pojavljati v 2026. Da boš poklical, da bo neka autentikacija, boš nekaj majhen del teskov mogoče naredil na, reče lahko, tem zdaj rekel, da na voice-u, zato ker se mi zdi, da se je res ta tehnologija zdaj mal poriva v spredje ali pa se je izkazala, da to se pogovarja, da je človeku najbolj naravno se pogovarjati. In čeprav so imeli mogoče vmes ta problem klicati, pa sraj mail napisal, zdaj, če ti vedno veš, da boš poklical, pa se všlah nekaj zmenil, veš pa tam zato ni sklical, ker ni bilo tako 5 minut bomo vrsti stal, razlagal. Si vedel, da bo hitrejš napisati mail, kot čakati na vrsto, ne? Ja, zato so chatboti bili v redu, ker so takoj neki dobo odziva, ne? Zdaj se mi zdi pa, če bi res nekoga dobil, pa se to zmenil, zakaj ne bi poklical, ne? Pa tudi, ko bomo na chatbotih to imeli, mislim, ker bo več tega na chatbotih, bo tudi chatbot spet boljš uporabljati, ne? Ker zdaj, kakorkoli, torej, če si, jaz sem zdaj pred kratkim raziskoval spet nek nov tip rešitev za eno stranko, kjer sem probavil 6 različnih rešitev, ali pa rečemo na koncu se fokusiral na 3, kjer sem šel do te mere, da sem imel odprt trial tam, kjer se je to dal in sem tudi za neke stvari rabil potem podporo in en je imel recimo super chatbota, ki mi lahko pomagal, pa ni haluciniral, en je imel pa tazga, ki sicer mi pomagal brskati po knowledge base-u, ampak so bile noter neke stvari, ki jih pol jaz nisem najdel v knowledge base-u, torej, ali pa tudi v rešitvi jih nisem pol znal naklikati, torej, ali je bil nek outdated knowledge base, da so imeli tako neko spremembo, ali pa je pač neka halucinacija bila. Ne? Plus na drugi strani, torej, vedno več je agentov, ki ti znajo ravno ta del pomagati, torej znajo ti, rečemo, v bazi znanja nekaj poiskati. Chatbotov, ki ti znajo nekaj res narediti, tudi če sem že prijavljen v aplikacijo ali pa profil, jih res še ni velik. Ne? Ja, to je res. No, to bi rekel, da se bo zdaj spremenilo. Ok. Jaz mogoče sem sam, moja je zelo podobna na to, ampak to, kar so se v Web Summit epizodi pogovarjala, pač da bojo AI agenti postajali proaktivni. Torej, rečemo, smo zdaj letos nekako spostavili agente, znajo se odzivati na nekaj, kar se zgodi, niso pa še proaktivni.
se mi zdi, da letos se bo začel ta razvoj, no? Torej, da bomo sploh počasi začeli razmišljati, kaj pa pomeni proaktivnost agenta. A to zdaj pomeni, da pogledamo ta sklisto za danes, še preden jaz ostanem in proba že neke stvari mi pripraviti. Ta customer journey bomo malo začeli o njem razmišljati. Ne? Zdaj smo po razvoju agentov pač razmišljali, ok, to je njegova naloga, ko bo nekdo to kliknil, ko bo mail noter prišel, ko se bo nek trigger zgodil, bomo stvar speljali. Zdaj bomo pa začeli razmišljati tudi malo drugače o tem, kakšno interakcijo ima lahko človek z agentom in bo agent ali že pripravljen ali pa kar človeka podsukal, hej, tole imam zate, a ne? Ja, po mojem bo, zdaj tako, če malo preskočva eno leto, dve ali pa manj, ali ko ima zdaj pošleš SMS ali pa pošleš push notification, bo pač agent te nekaj vprašal, ne? Ker pač, ne vem, je v nekem kontekstu, recimo tako, ko zdaj, ne vem, prišli ste na mol, a bi želeli te pa te točke, pa ste kar mol že vprašala, bi mol agent kar že nekaj vprašal. No, ja, že je to pa to, zadnjici to vzeva, ti kar kavo naročim, zdaj te čas, kaj ti ne, taka stvar. Po manj smo že tam za tehnologijo, kaj je že zmožen, zdaj še mindset, pa vse v zadnji povezati, pa tako. Zato mislim, da je gap. S tehnologijo, mislim, smo blizu. Veliko sem te reporte bral, eden je bil tudi pač, da 2026 bo pa leto AI shoppinga, torej, kjer bo delal shopping skozi ali čete oziroma s pomočjo agentov. Jaz ne verjamem. Mislim, bomo videli, kaj bo številke pokazale. Jasno bo to v Ameriki prej kot pri nas. Ampak ne vem, nekako še ne vidim, da bo to. Sej vem, ljudje že naročajo z AI-om, ampak da bo pa to res mainstream postalo, pa še ne vidim za 2026. Ja, jaz bi pa dodal, da en trend pa mal vidim v 2026 v B2B-ju. V smislu tam, ker so mogoče bolj standardizirani neki orderi za neke stvari in to v bistvu, bi rekel, agent naroča je mogoče malo tako sofisticiran API, ki prej nekdo prebere neko specifikacijo, kaj moramo mi naročiti, ali pa vidi, da zaloga pada in mi ne vem, sploh pri tem B2B ali pa nekem proizvodnem zadevi, ki je tako, a ne tako imaš ta Kaizen metode, pa to skozi beležeš neko zalogo in vidiš, aha, ta pada, moram zdaj to naročiti, a ne, da zdaj to lahko, mogoče tudi AI sam predvidi, ta delaš predvidi in potem se v bistvu nekaj zgodi, ki je tako mogoče bolj po klasično, po API-ovsko, brez zelo velike jaja noter, naroči nekaj. Se pravi, kar pa pomeni, da morajo biti vsi dobavitelji redi v tem delu, da omogočajo v bistvu neko naročanje prek digitalnih se pravi kanalov, tako da mogoče agent v tistem delu predvidi in potem sproži neko naročilo, zato pa da boš pa lažje delati z nekom, ki ima recimo B2B e-commerce, če temu tako rečeva. Tako da ta del bi rekel, da je mal trend in to moš najprej vzpostaviti, da boš še lašal agent shopping. Tako kot pa rekel, agent shopping ima pa še par nekih vprašanj, ki jih po mojem moramo prej doreči. No. Nisem toliko optimističen, da bo to že drug let, ampak ja, se vidimo, ne, torej InSap ima ta svoj Joule AI, ki danes začenja znati izvajati poslovne procese, kar pomeni, da se jih bo dal potem tudi avtomatizirati oziroma agentic proces čez to speljati. Zelo podobno Atlassian za resource management, pa za vse te stvari. Tako da ja, sigurno nastajajo predpogoji za to, da bomo to lahko naredili. Moja v resnici zadnja je to, da bojo podjetja začela dajati poudarek na to, kako zaposleni uporabljajo AI. Torej, se mi zdi, da pač zdaj smo prišli do tega, da z vedno več ljudmi, če se pogovarjam, rečejo, ja, mi imamo v službi ChatGPT naročnino ali pa so v Google svetu, pa imajo torej, neka različna AI orodja na voljo kot zaposleni na svoje ime in to. Ampak se mi zdi, da smo v tem, pač, kjer so podjetja to zaposleni dala, zdaj pa kakšen je pa pol usage, je pa zelo črna škatla. Sej, vemo, ChatGPT recimo, če imaš Teams licenco, z navadno Teams licenco ne moreš kot administrator nič videti, kakšne so trendi uporabe, ampak trendi so eno, drugo je, da se začnemo z zaposlenimi pogovarjati, kje ti to koristno, kje to uporabljaš, kje ne uporabljaš, mogoče iskati neke in priložnosti in na drugi strani
kje ni smiselen, pa malo tudi deliti pol to interno, a ne? Ja, predvsem ta del se mi zdi zelo pomemben, da imaš notranje ta sharing, kje so dobri use case, kje so slabi, kaj smo probali narediti. To so se že malo o tem pogovarjali. Ne, sam mislim, da je to, ta prehod iz tega, ok, ljudje zdaj imajo ta orodje, drug je pa zdaj, kako zagotovimo, da bomo res dvigali produktivnost s tem, da ga bodo ljudje res uporabljali in ja, tako kot si rekel, moramo imeti neko to deljenje. Ne? Ja, tako kot, veš, prej si imel Office 365 ali pa recimo od Google si pač imel, to je bil nek standard, si prišel nekam delati. Zdaj, počasi gremo tja, da je tudi standard, da boš imel pač en chat, ne? In zdaj seveda boš mogel s tistim znati delati, pa tako. Okay. No, kot zanimivost, Microsoft tudi v resnici ni ratal, ne? Torej, glede na to, da je bil prvi s Copilotom zunaj, to je bilo ravno pred kratkim bila novica, da so pač nekako prišli do številk. Mislim, da so uspeli aktivirati 8 milijonov ali pa prodati 8 milijonov licenc Copilota. To je manj kot 2% celotnega njihovega userbase Microsoft 365. Pa prodajo to zdaj 2 leti, kar pomeni, da jim ni uspelo. Eno tako anekdoto sem poslušal, ki je bila pač malo izmišljena, ampak verjetno tako gre, ne, torej naročili smo Copilot licence, uporabnikom smo jih dali, ne vemo, kako so jih uporabljali, potem smo čez en let začeli gledati, kako jih uporabljajo, videli, da ne uporabljajo. Tudi vas executive team, ki je razlagal o tem, da sploh ni probal stvari, ne. In zdaj pride čas obnove licenc in naročili smo jih še dodatnih 20,000 za ostale zaposlene, ker je pač v našem roadmapu oziroma v naši viziji, da smo AI-driven podjetje. In tako, pač lepa zgodbica, kako te stvari potekajo, sploh v korporacijah, kjer imaš še manj pregleda nad tem. Ampak mislim, da je tudi cena problem. No? Torej, mislim, stroški se je pol kupičev. Copilot nima nekega svojega, mislim, da bi tudi samo kot LLM bil zares koristen. Torej, da je res v procesih, ampak vidimo, da ne delivra tega tako dobro. Evo, nova epizoda. Ampak eno stvar bi sam dodal bi sam še pri AI delu, prihaja AI Act avgusta 2026. To je lahko sam, ne vem, lahko je to tudi del marketinga, ki ga imaš, ne? Ker s tem rečeš, da tam boš mogel obvezno razkrivati bote, označevati boš mogel, kaj so AI generirane vsebine, uvesti boš mogel človeški nadzor, neko skladnost, se pravi, in to bo vse, ne vem, te dal neke znake zaupanja, to bo spet en del, ok, bil GDPR pa to, ne. Mogoče sem manj tega zavedal, ampak če bo vedno več agentov, bo pač te zanimalo, ne, kaj se dogaja. In zdaj, če boš ti proaktiven pri tem, ko boš to komuniciral, je lahko samo to znak, a veš, da je tudi to, kot rečeš, da je to v bistvu tudi kot nek marketinški pristop. Imamo pa agente, ki so super safe, ki so skladni s tem, pa s tem ne posegajo, zavarovani so, imajo neke certifikate, ne. Ja, nismo sami AI spustili v divjino, ampak pomembno nam je, kako to deluje. Tako, in tam je pa ta del, ki sem prej govoril, ne, ta human in the loop, ne. Vsi naši agenti so monitorirani strani pravih ljudi, ne. A veš, in si pa tako, ne vem, če to neka finančna organizacija, pa je tako, ja, sej zato, da je hiter, imamo mi agente z nekimi imeni, ampak vse to je kontroliran pri nam zadnji, za vse te stvari je pa powered by human, oziroma certified by human, ne. Tako, se mi zdi, to je neka ta vmesni prehod, ki bi znal biti. Pa bomo pa videli, sej kar zdaj vidimo je, da ljudje imajo malo odpora do, ne vem, smo mi dosti na voice delamo, to, kar so zadnjič razlagali v prejšnji epizodi, in pač ta del pogovora z AI-om je še vedno majčkan tako tabu v tem delu. Mogoče nam, ki smo res noter, je to tako navadnim pač ljudem, ki se s tem manj srečujejo, je pač to vse nekaj novega in treba je videti, kdaj in kako bo to napredovalo. Pa bomo pa videli, ker se mi zdi, ko bo to enkrat ta barijera dosti padla, pa bo to ljudem, ne bojo se oni več ukvarjali, tako sva rekla, ta podjetje ima AI, valjda logično je, zato je nek AI agent, pol so začeli tam ta prav res razvoja, ne, ker pol imaš te inpute in vse tako. Sigurno, ja, torej tudi, ko bo tist
early majority ali pa majority, ki bo to... Nekun graf. Tako, ko bo to uporabljal, takrat boš... Statistike se bojo spremenile, a ne? Ok. Cool. A imaš še karkoli? Mislim, prebral sem v enem trendu, kaj pa mal tak, mogoče čistko. So ljudje, ki vseeno razmišljajo o tem, da se bodo pojavljali neke produkti, neka skupnosti ali pa da bo del ljudi definitivno želel saj občasni umik iz digitala, iz AI-ja, se pravi non-AI okolja, čistko v te bolj pristne odnose in tako. In mislim, da s tem nič narobe, kako so to izoblikovali, težko ocenjujem, se mi zdi pa ta ideja dobra, da bi ljudje rabili ta včasih se odklopiti, ne od tega, da grejo pa ljudi v ino živeti, potem ostanejo, ampak ta del greš, se malo odklopiš, izkusiš tudi neke nove stvari, mogoče prideš nazaj in uporabljaš na drugačen način vsa ta orodja, res kot asistente, pomagala, ker zdaj vse to hitro poteka, da včasih pol zmanjka za kakšne te pristne odnose, pa časno. Ok, mogoče se pa da skupaj odklopva, pa prideva sem podeliti najno izkušnjo. Cool. Ok, mogoče, ja, ok, omenil si AI Act, se mi zdi, da je bilo čisto cool, če bi eno epizodo tudi na to temo naredila, ker, ok, po eni strani zelo pomemben za te, ki, rečemo, ki delamo AI agente ali pa podjetja, ki delajo AI, ampak je tudi pomemben za vse, ki želijo upeljati AI v ali v interne ali pa sploh pa v customer facing procese, a ne? Ja, veš kaj sem zdaj dobil idejo? Da bi mogoče midva to naštudirava, povabiva kar kakšnega strokovnjaka. Ja, tako je. Ok. Skratka, ta epizoda definitivno pride in zna biti, da bo zelo relevantna tudi za vas. Tako da, hvala Gorazd, hvala vsem poslušalcem, če se vam zdijo oziroma če imate še kakšne svoje ideje, kaj bomo videli 2026, dajte jih spodaj napisati, bova ful vesela kakšnih mnenj pa komentarjev. Sicer pa hvala za poslušanje, pa se vidimo naslednjič. Čau. Čau.